Izjava za javnost o poskusih omejevanja ustavno zagotovljenih pravic, svobode misli, izražanja in veroizpovedi. Slovenski družbeno-politični prostor je razdeljen na dva tabora, katoliško-konzervativnega in komunistično-svobodomiselnega. Dvopolnost ni nič nenavadnega, temveč ena od značilnosti družb zahodnega sveta. Idejna razdeljenost je tako normalna, kot je normalno hkratno teženje po ohranjanju starih vrednot in iskanje novega. Leta 1990 je bilo v Sloveniji enoumje deklarativno zavrnjeno in enakopravnost različnih pogledov in nazorov je zapisano v slovensko ustavo. To izhaja iz temeljnih človekovih pravic, kot je svoboda misli, govora in veroizpovedi. Ena največjih razlik med dvema nazorskima skupinama na Slovenskem se kaže v odnosu do komunistične revolucije in do varovanja življenja od spočetja do naravne smrti, oziroma odnos do revolucionarnih pobojev in do abortusa. Leva politična opcija hoče poboje zamolčati, prikriti, desna pa razkriti in obsoditi. Zveza Združenj borcev NOB Slovenije vzdržuje mit o NOB-ju, liberalci in različne organizacije LGTB pa skušajo zakriti resnico o splavu. Obe ideološko-politične skupini, leva in desna, imata pravico svoje misli in poglede predstavljati in širiti. Nekateri dogodki v slovenski javnosti pa kažejo na to, da je pravica do svobode govora, misli in veroizpovedi nevarnosti. Pri tem mislimo na grobe napade na novinarja dr. Jožeta Možino in dr. Jožeta Dežmana ter duhovnika dr. Tadeja Strehovca. Dr. Možina in dr. Dežman razkrivata zgodovinska dejstva in svoj pogled na vojni čas, revolucijo in njeno nasilje ter na ostanke totalitarne miselnosti v slovenskem prostoru. To pa jima poskušajo onemogočiti nosilci stare ideologije, predvsem Zveza Združenj borcev NOB, in pozivajo k njunemu utišanju, k ukinitvi oddaj, kot so pričevalci intervju in celo k odpustu dr. Možine z delovnega mesta novinarja Televizija Slovenije. Posebno skrb vzbujajoče je, da se takemu napadu na novinarja in na svobodo misli in govora ne zoperstavi vodstvo javne televizije. Prav tako vzbuja skrb sodni pregon dr. Tadeja Strehovca, ki se s somišljeniki zavzema za uveljavljanje drugačnega odnosa do splava, kot ga ima liberalni del slovenske družbe. Predstavljanje drugačnega pogleda na splav, kot ga imajo leve politične skupine, ne more biti predmet sodnega pregona. Gibanje Prebudimo Slovenijo se zavzema za dosledno spoštovanje ustavno zagotovljenih pravic do svobode misli, govora in veroizpovedi in protestira zoper težnje po omejevanju svobode, kakršna se kaže v obeh omenjenih primerih. Gre za izrabo politične moči, ki hoče s pritiski in vprašljivimi sodnimi postopki utišati idejne nasprotnike. Istočasno pozivamo vse družbene subjekte in posameznike, da svoje poglede predstavljajo strpno, da se izogibajo grobemu izražanju, da bo bivanje v skupni slovenski hiši ne le znosno, ampak zaradi spoštljivega idejnega iskrenja tudi ustvarjalno in prijetno. Gibanje Prebudimo Slovenijo. Hvala lepa.